Tokrat občinskem informatorju. S kurentovim skokom zakorakali v 63. kurentovanje na Ptuju. Preverili smo, kako poteka vpis v vrtce. Kmetija Markovo le nekaj minut iz centra Maribora. Obiskali smo Kovačnikove pri Peki krofov. Boštjan Kline po poškodbi doma v fazi rehabilitacije. V Selnici ob Dravi v polnem teku gradnja novega vrtca. Pestro dogajanje v okviru pustovanja bo tudi na Fašenku v Lancovi vasi. Lepo pozdravljeni. Na Ptuju se je pričel tako imenovani 5. letni čas. S kurentovim in korentovim skokom so otvorili 63. kurentovanje. Bili smo pri Zokiju na Budini, kjer kurenti po tradiciji nadenejo zvonce in začnejo preganjati zimo. Pustni čas se na Ptuju že dobri 2 desetletji tradicionalno začenja z nočnim kurentovim skokom na Svečnico 2. februarja, ko se kurenti zberejo v ognju na domačiji drugega princa karnevala Matevža Zokija v Budini. Svečnica, veliki krščanski praznik in seveda po svečnici kurenti lahko nadanemo zvonce in seveda komaj čakamo, da bo odbila ura polnoči. Letos seveda organizirano, zdaj veste, zaradi covida je to bilo neorganizirano, neizmogočeno, ampak mi smo se vseeno nadeli zvonce nekako označevali, ampak ne v takem obsegu, kot je to bilo prejšnja leta in seveda kot bo letos. Na ta dan si namreč kurenti po tradiciji prvič nadanejo zvonce, s katerimi zaplešejo ob ognju, s tem pa začnejo svoje poslanstvo odganjanja zime in zla v zameno za pomlad, srečo in dobro letino. Gre za starodavni običaj, po katerem si kurentijo lahko nadanejo šele na Svečnico. Kaj pa nam lahko poveste o tej tradiciji kurentovega skoka tukaj na vaši domačiji? Ja, 2001 sem bil počaščen, da sem bil princ Ptujskega karnevala in seveda od tistokrat, ker se spomni kot otrok, smo z očetom čakali, da bo polnoči brat in smo si nadeli zvonce in smo leteli vsaj malo tu gor, bom rekel, do prve ulice in nekako. Potem pa otroci sami vsako večer, seveda do takrat, dokler se ni začel pravi fašenk. Moram pa povedati to, da se je iz tega korentovega skoka razvilo še dosti drugih dogodkov in mi starejši smo prav veseli, da se to razvija in da so se praktično od nas naučili in da se to nadaljuje ta tradicija. Letošnje 63. kurentovanje bo po 2 letih virtualnih dogajanj znova potekalo v vsem svojem obsegu. Slednjega se veseli tudi sedanji princ karnevala. To je ena velika čast, da lahko Ptuj popeljem v ta pustni čas, seveda Ptuj je na prestolnica kurentovanja. Seveda sem zelo veseli, da se je ta pustni čas letos tudi začel, kajti čakali smo 3 leta na njega in seveda nocoj nam je to tudi uspelo. Tako da se lahko od danes naprej začnemo spreminjati v te like naše tradicionalne, etnografske in pa seveda pustne like, ki bodo preplavili Ptuj v tem času do pepelnice. Dogodek na Budini poleg obiskovalcev ne glede na mrzlo noč že po tradiciji privabi več 100 kurentov, ki tako na svoj način uradno odprejo pestro pustno ptujsko dogajanje. Danes je največji praznik, ki so kurenti začeli seveda z svojim skokom in seveda z svojimi turnejami po doma, po Sloveniji pa po tujini. Letos prvič v Kurentiji? Ja, tako. Ste se že veselili? Ja, seveda. Pa ste veseli, koliko je ljudi prišlo danes? Veliko, super, vzdušje, veselo. Že komaj čakal, da greš v Kurentijo? Seveda. Tam dočakajo polnoč, ko skoči prvi kurent in glasno zazvoni, potem pa mu sledijo vsi ostali. Šele po tem dnevu lahko začnejo obhode, ki so zadnjih 6 let vpisani v UNESCO seznam nestvarne kulturne dediščine. Za neko simboliko naznanuje tudi 5. letni čas na Ptuju, kjer se Ptujčani radi veselimo, malo znorimo in seveda negujemo našo tradicijo. In zagotovo priporočam in vabim vse, ki še tega niso doživeli, da pridejo in si sami nekako začutijo, kaj to pomeni. Kurenti in korenti bodo po tradiciji zimo in zlo tako preganjali vse do 21. februarja, ko bodo na pustni torek pokopali pust. Do takrat pa imate čas, da jih obiščete in doživite pustno tradicijo na Ptuju in v okolici. Otroke lahko v vrtec vpišete kadarkoli med letom, če je na voljo še kaj prostih mest, sicer pa vrtci najmanj enkrat letno objavijo javni razpis za vpis novincev v naslednje šolsko leto. Mi smo obiskali vrtec v Račah in preverili, kako je z vpisom pri njih.
Po koncu porodniškega dopusta se mnogo staršev znajde v stiski, ali naj otroka vpišejo v vrtec ali pa morda poiščejo drugo obliko varstva. Kje najti varstvo za svojega takrat še enoletnega otroka, nekateri otroci še niti hodijo, ne, in to predstavlja staršem zagotovo stisko, kam ga dati. Babice, ki so bile nekoč doma, čuvale otroke, svoje, še sosedove, so sedaj v naših razmerjih v Sloveniji dlje časa delovno aktivne, v pokoj hodijo čim kasneje, zato jaz pravim, da je vrtec kot vzgojno-izobraževalna ustanova zagotovo idealna rešitev. Starši so v dilemi, kdaj otroka vpisati. Praviloma v mesecu marcu pa objavimo razpis za vse tiste starše, ki želijo svoje malčke v vrtec vključiti z 1. septembrom, takrat, ko se začne tudi vrteško novo šolsko leto. Če pa je vrtec vpisanih več otrok, kot imamo mest, pa o tem odloča komisija za vpis otroka. Povedala nam je tudi, zakaj je vrtec za otroka pomemben. Za otroke skrbi strokovno usposobljeno osebje. Vrtec je pomemben za otrokov razvoj, za njegovo socializacijo. Vse so dejavnosti v vrtcu prilagojene tako, da otrok razvija sposobnosti, spretnosti, potenciale na vseh področjih, uči se samostojnosti, pridobiva znanja in izkušnje do sovrstnikov in pa tudi do odraslih. Priporoča, da starši začnete z uvajanjem že poleti. Da se mogoče sprehodite v bližino vrtca, da pridete na naša igrala, na naše sosednje igrišče, da pogledate čez ograjo, kaj se dogaja v vrtcu, ker se ne malo, otroci so v gibanju, so žoge, so igrala, otroci so dobre volje, kričijo od veselja, navezujejo stike s sovrstniki, mogoče si ogledate stavbo še tudi mogoče čez okno, ne? Skupaj preberete kakšno knjigico v vrtcu, si pogledate kakšen posnetek iz kakšnega vrtca, skupaj greste v trgovino, izberete copatke, izberete nahrbtnik, že nekako v tistem dobrem vzdušju pripravljate otroka na vrtec. Priporoča še, da več časa namenite rutini in jo prilagodite tisti v vrtcu. Postopno uvajanje bi predvsem rekla, da je pomembno za otroka, da je prisoten en starš, mogoče največkrat je to mama, ampak mame smo tako nekako čutimo stisko do otrok in če mamica čuti stisko, potem otrok tudi čuti stisko naprej. Mogoče, če je mama bolj trdoživa, naj le mama pristopi, drugače pa očka, odvisno od karaktera otroka in na koga otrok pač bolj navajen, ne? Predlagajo, da uvajanje traja 10 dni. Posebej bi pa tu opozorila, da če ima otrok ob sebi, recimo, če ima dudico, da mu ne vzamemo, če ima ninico, če ima, ne vem, pleničko, da ima ob sebi, da čuti toplino, čuti dom, čuti starše, mislim, katero otroci tudi vohajo, ne? Tako da otrok nekako lažje potem prebrodi začetno stisko. Ključno je, da starši zaupajo osebam, ki bodo skrbeli za njihovega otroka, saj se trudijo, da bo vašemu malčku v vrtcu čim bolj prijetno. Če si želite preživeti nekaj ur v družbi živali v objemu pohorskih gozdov, potem lahko obiščete kmetijo Markovo, kjer vam zagotovo ne bo dolg čas. Preverimo, kako je bilo ob našem obisku. Le nekaj minut iz centra Maribora, natančneje v Hrastju, se nahaja kmetija Markovo. Pri nas organiziramo druženja z živalmi, za družine, nas obiščajo, skupaj nahranimo živali, jih pocartamo, gremo na sprehod s kozico, špelo, potem pa lahko otroci tudi jahajo. Organiziramo rojstne dneve s podjetjem Brez vedrilko in pa razne delavnice. Pričaka nas kobila Manca, ki jo številni otroci dobro poznajo. Ko pridejo otroci jahat, najprej očistimo konja, potem ga otroci tudi okrasijo, imamo pripravljenih kar nekaj raznih okraskov. Potem pa odvisno, kako se odločijo, ali jahajo krajši čas ali pa gremo potem na daljši sprehod po gozdu. Gre pa vse za jahanje v bistvu na povodcu. Tisti, ki se ježe bojijo, se lahko sprva odpravijo le na sprehod. Koza Špela je le ena izmed živali na kmetiji, ki ima zanimivo preteklost. Pri bivši lastnici je spala kar na vodni postelji, zelo rada se vozi v avtomobilu. Imela je tudi to čast, da je nastopila v igri Toneta Partliča Partnerska poroka. Imamo še v bistvu 2 minipujsi. Ena je prišla k nam iz bloka, tako da je včasih spala na kavču, na WC se je vozila potem z liftom. Zraven so pa imeli posebno preprogo, ki so jo dali preko, ker se je bala tiste režice, ko je šla v lift.
Bivanje na kmetiji se je lepo privadila, pri njih živi že 14 let. To pa je naš najmlajši Popsi, ki bo star kmalu 1 mesec. In od kod imi Popsi? Prva je bila ovčka Pepa, potem smo se zaljubili v enega ovenčka in je bil seveda Pepi, potem pa sta dobila prvega mladujčka in je bil Pepsi in 4. pač Popsi. In ravno iz ovčje volne Mija zelo rada ustvarja. V glavnem so za kužke, pa tudi za muce, pa razne tele volneni igluji za hrčke, razne druge male glodavce. Ne. Kombiniram pa tudi volno z konopljino vrvjo. Tiste igrače so pa ponovadi za vleko, za vlečno igro, no, s psom. Otroci od 6. leta starosti bodo pri njih zagotovo praznovali nepozaben rojstni dan. V bistvu otroci najprej jahajo, zraven dela druga animatorka Petra poslikave, potem gremo do živali, jih enako nahranimo, nato pa gremo v brunarico, kjer skupaj pečemo piškote. Ne le obisk družin. Obiščejo jih tudi vrtci, ko se učijo o kmetiji, med drugim spoznajo tudi, kako poteka prešanje jabolk, ličkanje koruze in druga sezonska opravila. Pripravljajo tudi različne delavnice, med drugim tudi delavnico postenja, ko jih obišče pravi ovčji frizer. Občasno pripravijo tudi varstva za otroke. Pri Kovačnikih v občini Rače-Fram pa ne mine dan, da ne bi zadišalo po domačih dobrotah. Obiskali smo jih v času priprave sladice, ki je za te dni klasična izbira večine ljudi, seveda govorimo o krofih. Poglejmo, kako je bilo. Pri Kovačnikih iz Planice v Framu nas sprejmejo v času priprave domačih krofov. Barbaro poprosimo za navodila, kaj vse je zamesila v testo. Uporabljamo matekovo moko iz mlina v Framu. Imamo to srečo, da imamo tukaj še edini delujoči mlin na širšem območju framskega, tako da pol gladke, pol ostre pšenične bele moke. Čist preprost recept, 8 rumenjakov, mleko, vaniljo, sladkor, olje in malo ruma. Seveda tudi kvas. Testo se mora gnesti 20 minut, potem pa naredimo kroglice, se pravi ne režemo s pomočjo modelov, da nimamo ostankov testa, ampak delamo kar kroglice. Po želji tam, če hočemo dobiti čim več krofov, malo manjše, nekako 70 gramske, morda če pa si le želimo nožiti, pa morda kar 100 gramske. Potem bomo morali prilagoditi edino časovnico malo pri peki. No pa preverim tudi sama, kako se z testa oblikujejo kar se da lepe kroglice. Samo od zunaj navznoter. Okay. In iz vseh koncev, ne? Ja. Okay. In potem si pomagamo. Zvijamo kot nek mošnjiček. Ja. Okay. Da dobimo tako lepo, da ga zapreva mošnjiček. Ga malo porolamo. In tako, ki je gori, zdajle mošnjičko. Dava kot dol? Tako. Okay. Po običaju je bil dan našega obiska ravno pravšen za peko krofov. Danes je svečnica, 2. februar. Tako da je že po starem izročilo bila navada, da so rekle gospodinje, da na svečnico se morajo peči krofi. Krofov smo naredili okoli 25 in potem, ko so pridno vzhajali pod ne preveč težko krpo slabo uro, je bil čas za peko. Tukaj moramo zdaj biti pozorni, paziti na temperaturo. Jaz najlažje na fritezo jih pečem, ker sem se tako navadila, ker je res zanesljiva temperatura. Jih pa obračamo, ne, nasprotno. Tisto, kar je zgoraj, vstavimo v olje. Zdaj, ker imamo tam nekje 70 gramske, jih pustimo na prvi strani 4 minutke, na drugi, ko obrnemo, pa 3. Ko se krofi pečejo na prvi strani, je pomembno, da se jih pokrije s pokrovom. Tako je zagotovljen uspeh. In ko jih Barbara vzame iz olja, lahko vidimo popolno obliko in čudovit venček. Ker fajn so napolnjeni in seveda z domačo obvezno z domačo marmelado. Najrajši imamo sicer marelično, ampak tudi kakšna breskova, jabolčna je v redu. Za konec pa sledi še posip sladkorja v prahu. Barbara pa z nami deli še nasvet za gospodinje, kaj storiti z odvečnimi beljaki. Ampak nikar jih ne zavrzeti, če nimamo trenutno takoj časa uporabiti jih pogumno zamrznemo.
in jih vzamemo iz skrinje, ko imamo čas. Za nasvet bi pa dala gospodinjam, da lahko iz njih naredijo ali beljako čips na slano z bučnimi semeni ali pa na sladko z orehi, mandlji oziroma lešniki. Seveda pa ne moremo zgrešiti tudi ne s pavlovo. Če sledite tem navodilom, bodo gotovo krofi doma uspeli. Vsekakor pa za piko na i v recept vključite ščepec ljubezni. Poškodbe so sestavni del športa. To je na svoji koži izkusil Mariborčan Boštjan Kline, alpski smučar, ki si prizadeva za vrnitev v svetovni pokal. Več pa v prispevku. Boštjan Kline je lani aprila v padcu na treningu na smučišču na žlebeh utrpel zlom desne goleni. Prestal je operacijo, okrevanje sprva ni šlo po načrtu, a zdaj vse teče relativno gladko. Mariborčan ostaja optimističen. Čutim se zelo dobro, sicer se že vleče ta poškodba pa rehabilitacija in vse skupaj, ampak prvo kot prvo smuča, če ne smem. To je bila zdaj najnovejša informacija, v bistvu v začetku januarja, ko so doktorji pogledali CT sliko, so rekli, da sicer kost vse celi, tako pač kot je bilo predvideno, ampak ni pa še dovolj priraščena za smuči. Tako da še naprej opravljam kondicijske treninge, se pravi fitness, kolo, veslač, v bistvu tisto, kar lahko noter delam, in pa seveda fizioterapija, kar spada zraven. To ne pomeni, da ga ne bomo več videli na belih strminah, nam zaupa v pogovoru. Ne, mislim, definitivno bom naredil vse za to, da se vrnem. Tudi doktorji in fizioterapeuti in vsi trenerji, vsi delamo v tej smeri, da se vrnem na sneg. Seveda z glavo skozi ne bom šel, če ne bo varno, oziroma varno. Varno je v športu beseda, pač, ki nima ta pravega pomena, ampak če ne bo varno za nadaljne življenje, bi rekel temu, potem, tako sem rekel, ne bom šel z glavo skozi. Če je potrebno potrpeti, seveda bom, ne bom pa, kako bi rekel temu, sam sebe mučil. Rehabilitacija poteka v domačem Mariboru. Tekme svetovnega pokala tako gleda le iz domačega naslanjača. Definitivno me precej zaskrbi, ko gledam tekme, ampak jih z velikim veseljem pričakujem. No. Moram reči, da vsako tekmo si ogledam, predvsem hitre discipline, tudi veleslalom definitivno, predvsem zaradi Žana, ampak hitre discipline res pričakujem. Takrat si vzamem čas malo prej, da pogledam tudi kakšen studio ali pa mogoče na ORF-u, da pogledam Avstrijce. Tako da ja, je pa, tako sem rekel, pride trenutki, ko so malo težji, ampak pač si rečeš, ne, tako je, to je realnost, to moraš sprejeti in je lažje. Z veseljem je trenutno tudi velik navijač, ko se odvijajo tekme ženskih hitrih disciplin. Definitivno velika motivacija in velika inspiracija. Ilka, ja, v bistvu ni dokazala nič novega, samo potrdila je to, kar smo pač tisti, ki jo poznamo, vedeli. Odlično je to, da je konstantna, da ni to prvo mesto, pa 30. mesto, pa drugo mesto, ampak da je res konstantno. To je velika kvaliteta, ki jo je imela že prej in je seveda, tako kot sem rekel, zdaj samo to izbrskala. V svetovnem pokalu je Kline do zdaj zbral 9 uvrstitev med najboljših 10, tudi 3 uvrstitve na zmagovalni oder. V sezoni 2015-2016 je bil dvakrat drugi, najprej v smuku in nato še v superveleslalomu. 24. februarja 2017 pa je opisal edino zmago doslej, ko je konkurenco premagal na smuku v Kvitfelu. V Selnici ob Dravi smo preverili, kako poteka gradnja vrtca. Ena najpomembnejših investicij v zadnjih letih v občini se namreč že izvaja. Vrtec so v Selnici ob Dravi nujno potrebovali. Sedaj pa poglejmo podrobnosti v prispevku. Investicija novega vrtca je bila želja že vrsto let. Namreč v trenutnem selniškem vrtcu se srečujejo s hudo prostorsko stisko, imajo prostora le za 4 oddelke, 6 oddelkov pa je v osnovni šoli. Torej, trenutno nam uspeva kar zelo dobro, smo v skladu s terminskim planom. Trenutno potekajo pripravljalna oziroma gradbena dela v smislu betonaže temeljnih plošč v 2 enotah. In v tem delu, v bistvu zdaj, ko se bo ta dela končala, gremo potem naprej z betonerskimi delami, da naredimo kletne prostore. Nato pa se v bistvu prične s pasivno montažo objekta,
kot jo pa pripravlja tudi podizvajalec Lubar. Na gradbišču ugotovimo, da jim niti zima ne povzroča težav. Delavci vsak dan pridno sledijo zastavljenim načrtom del. Torej zdaj v bistvu se je pripravila sama zemeljska podlaga, naredilo se je bodoče parkirišče, ki zdaj trenutno služi potrebam izvajalca, in pa v bistvu samo odriv, torej zemeljski odriv humusa, pa vse skupaj potem tudi skopali, gradbeno jamo naredili za prva dva oddelka oziroma tako prvi dve enoti, ki v bistvu sta v tem primeru podkleteni. Šli smo na globino cirka 5 metrov. In pripravili torej samo podbeton, pod betonom smo potem pa naredili izolacijo, na njo pa v bistvu prišla zdaj tudi temeljna plošča, ki se torej danes tudi betonira. Kasneje se bodo ostalim trem enotam še pridružila tudi enak postopek, ampak ta v bistvu ne bo na taki globini, ker je v bistvu samo osnova, na katero potem pride tudi sama lesena konstrukcija. Dokončanje vrtca pa je planirano že v letošnjem letu. Po terminskem planu smo v koncu leta oziroma tam konec oktobra ne bi bil v bistvu objekt končan, potem so še tisti upravni postopki, da zadevo speljamo v smislu pridobitve uporabnega dovoljenja in kasneje se bo v bistvu objekt lahko predal v uporabo, tako da jaz mislim, da bomo te roke ujeli, dosegli. Vizualizacije kažejo, kakšna bo podoba vrtca. Izgled ustreza umestitvi v naravo. Tale objekt je popolnoma iz slovenskega lesa pripravljen oziroma bo izdelan. Gre za zelo okoljsko sprejemljiv objekt, energijsko zelo varčen, ker je v bistvu pasiven. Z tega stališča v bistvu tudi bomo pridobljena sofinancerska sredstva strani Ekosklada in z tega vidika v bistvu je objekt kot tak zelo zelen, kar pomeni, da je tudi v bistvu zelo okoljsko naravnan, kar je zelo pomembno v teh današnjih časih, kjer so v bistvu poraba energije in materialov zelo pomembna. Finančna slika je zaključena in računajo, da manevriranje ne bo potrebno. Sama investicija, če bi tako rekel, kot sem že povedal, je sofinancirana strani Ekosklada, nekaj bo občina vzela tudi oziroma pridobila sredstva strani kredita, nekaj pa v bistvu z lastnimi sredstvi iz proračuna. Tako da jaz mislim, da bo ta zadeva pokrita v smislu tega, da se bo izvedla, torej s skladu s terminskim planom in pa tudi s časovno oziroma finančno verzijo, ki pa v bistvu je na nek način tak pokrita. S tem, ko bo vrtec zgrajen in dokončan, bo občina Selnica ob Dravi resnično bogatejša in kvaliteta življenja mladih družin v kraju bo boljša. Za konec pa nazaj k pustovanjem. Veselo pustno dogajanje bo tudi v okolici Ptuja. Po 2 letih premora zaradi epidemije se vrača tudi Fašenko v Lancovo vas. Zabavno, energično in glasbeno pustno dogajanje prirejajo v okviru Šotorfesta in Fašenka v Lancovi vasi. Podrobnosti pa si poglejte v nadaljevanju. Ne le na Ptuju, tudi v okolici pripravljajo pestro dogajanje v okviru pustovanja. Že tradicionalno so poskrbeli za dogajanje v okviru Fašenka v Lancovi vasi, tokrat tudi z nekaj novostmi. Po 2 letih koronskih ukrepov letošnjo leto spet najavljamo Fašenk v Lancovi vasi, se pravi v občini Videm pri Ptuju. Torej zabavni del, večerno dogajanje, ki bo to leto trajalo 2 dni in sicer v petek 17. 2. in pa potem pustna sobota v soboto 18. 2. Bo kaj novosti letos? Ja, torej prva novost je ta, da je lokacija malo spremenjena kot sicer, kot smo v preteklih letih, torej imamo še boljšo lokacijo, primernejšo v industrijski coni v Lancovi vasi, kjer bomo postavili velik karnevalski ogrevan prireditveni šotor. In oba večera pa bomo seveda na naši prireditvi na Šotorfest Fašenk 2024 bodo pa vsak večer, zvezde večera, maske. Torej, mi pri nas so maske tiste glavne, zvezde večera, vabimo, da ljudje pridejo, da se našemijo, torej v čim večjem številu maske, tudi vedno poskrbimo, da kakšne maske nagradimo. Kar se pa tiče glasbenikov, pa smo izbrali glasbenike, bom rekel, same slovenske glasbenike, ki poskrbijo za dobro vzdušje. Torej, če jih omenim, v petek prihaja Dejan Vunjak, prihaja simpatična Ines Servos in da ne bo falilo rock'n'rolla, potem tudi prihaja skupina Drugo Dugme. V soboto, na samo pustno soboto, pa seveda zvezda slovenske estrade, slovenske pop glasbe Tanja Žagar in pa odličen ansambel za zabavo, ansambel Stil. Tudi letos lahko po besedah organizatorja pričakujemo noro zabavo z masko ali brez. Vedno smo se na Fašenku v Lancovi vasi imeli lepo, prijetno, dobro vzdušje, dobra zabava. Vsako leto je res ogromno mask,
Vsako leto nas tudi pridejo pozdraviti kuranti, ki nekje vsak večer otvorijo, nam ga požegnajo, torej da je res vse v tistem vzdušju fašenka. Pestro, norčavo in pustno obarvano zabavo v Lancovi vasi pa ne zamudite, torej 17. in 18. februarja, ko vas bodo zabavali znani slovenski izvajalci. Toliko za enkrat v oddaji Občinski informator. Aktualno dogajanje spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Sicer pa ne zamudite dogajanja v okviru 63. kurentovanja na Ptuju, ki se je že začelo, prav tako tudi komercialni del v karnevalski dvorani Kampus Sava Ptuj. Nocoj bo odprla dogajanje Ceca, jutri pa bodo nastopili člani zasedbe Sidarta in Leteči odred. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.